Politika želi uničiti podjetje, ki zaposluje 500 ljudi in je lani ustvarilo 15 milijonov evrov dobička, je na novinarski konferenci povedal Robert Golob. Jaz imam neverjeten privilegij, da lahko delam s 500 tako predanimi ljudmi, ki ne samo, da so najboljši, ampak ki verjamejo v tisto, kar počnejo. In ta privilegij je tisti, zakaj sem danes tukaj, ker se ne borim zase. Se borim za njih in se borim za poslanstvo, ki ga hočemo uresničiti za dobro cele Slovenije. In ne bomo dovolili, da nam katerakoli politika, pa če je to leva, kot ste videli prej, ali sedanja desna, uniči prihodnost naših otrok. Letos bodo realizirali 3 milijarde prihodkov, od tega so jih kar 90% ustvarili v tujini. Dobiček bodo presegli za skoraj 4-krat. GEN-I je preveliko in preveč mednarodno vpeto podjetje, da ostane brez uprave, je dejal Golob in pri tem bil kritičen do ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca. Lahko človek razume nekoga, ki celo v kamero, vse mu je sigurno žal, da je v kamero to govoril, ki celo v kameri nastopi pijano do oblasti in moči, napoveduje zamenjave in potem, ko jih začne izvajati, moram paziti, ker v besedo uporabil, potem, ko jih začne izvajati, ugotovi, da mogoče ni mislil resno ali pa da je odgovornost prevelika in se skrije. Smo prišli. To je odgovorna politika. Pa naj sprejme odgovornost za svoje dejanja, vsaj toliko poguma, če že pameti nimajo, ne imajo. Golob pravi, da minister Vrtovec ni bil zadovoljen s potezo GEN-I-ja, ko je ta pred nekaj tedni napovedal, da do poletja ne bo dvigoval cene električne energije. Takrat, ko je Petrol napovedal dvig cen energentov. V imenu zaposlenih so stališče do zadnjih dogodkov predstavili tudi člani sveta delavcev družbe. Že nekaj tednov vse bolj zaskrbljeno opazujemo diskusije v medijih glede politično obarvanega konstrukta ter posege v korporativno upravljanje našega podjetja. Še posebej v zadnjih dnevih so nas pretresle informacije o nesoglasjih glede imenovanja naslednjega poslovodstva. Saj zaradi tega v negotovost postavljamo obstoj podjetja GEN-I, kot ga poznamo danes. Sem ponosen na to, da smo dejansko vsi delavci tako družbeno odgovorni, da smo si upali stopiti sem in se kot strokovnjaki izpostavljamo politično, da lahko pokažemo, kako resna je ta zadeva lahko v naslednjem tednu. Na novinarski konferenci je spregovoril tudi veteran vojne za Slovenijo, brigadir Tone Krkovič, zdaj zaposlen v družbi GEN-I, ki je potrdil, da so v ozadju menjave vodstva politični interesi. Kot je povedal, je bil na Dobu zaprt z Janezom Janšo, tam pa je spoznal Roka Snežiča, s katerim sta se kmalu po prihodu Krkoviča na GEN-I slišala po telefonu. A pravi, a ti si na GEN-u? Pa si tam je predsednik Robert Golob. Jaz sem rekel, seveda. Ja, pa se njega bomo umaknili. Čak sem rekel, umaknili, zakaj pa? Mečken je bilo tišine, kot je zdaj nastala in pravi, čakaj, sva na redni liniji, telefonski, dobili se bomo na kosilo skupaj z Borutom Dolancem, to je pa sekretar SDS-a, pa se bomo tam o tem zmenili. Ko so jim prvič povedali, da obstaja človek z imenom in priimkom Rok Snežič, ki ima ta načrt, to je bilo pred letom dni, sem se smejal. Danes se ta načrt uresničuje. Robertu Golobu, ki je na čelu GEN-I-ja 15 let, mandat poteče 17. novembra. Če se družbeniki do takrat ne bodo dogovorili, bo začasno vodstvo imenovalo sodišče.